vemo, da je ples nalezljiva bolezen. In ta rek očitno velja, saj se je v zadnjih letih plesna izraznost znatno razvila tudi med slovenskimi društvi. V podporo organizacijam, ki delujejo na področju gibalne ustvarjalnosti, je stekla druga otroška in mladinska plesna revija, ki jo je v sredo 8. decembra priredila Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji. V znamenju dobre volje so se na odru gledališča Verdi v Miljah zvrstile bodisi učlanjene kot tudi gostujoče skupine z več kot 70 plesalkami različnih starosti. Revija, ki sta jo dvojezično povezovala Elena Huso in Matija Kralj, je zaživela kot skupek različnih plesnih zvrsti. Od poskočnega hip-hopa, španskega flamenka in portugalskega fada, vse do razigranega indijskega plesa v stilu Bollywood. Prepustili smo se ritmu in predali besedo udeleženkam. Naše skupini je ime SKDV Gradišče Poleja. In rade plešete? Ja. Da se zabavamo. Da spoznamo nove prijateljice. Katero glasbo najrajši plešete? Moderno in pop. Zakaj pa ravno to? Ker je zabavna in je gibčena. Kaj je potrebno, da postanemo dobri plesalci? Da dosti vadimo in da ljubimo ples. Tudi mladinska plesna skupina kulturnega društva Škamperle Svetega Ivana je nastopila v poskočnem stilu hip-hopa. Mi smo skupina Tabor z občin. Danes smo se oblekli tako s klobučkom, da s plesom poslovimo božične praznike. Mentorico vseh treh učlanjenih skupin Jelko Bogatec smo vprašali, zakaj je zlasti pri mlajših plesalcih hip-hop tako priljubljena plesna zvrst. Recimo, da otroci potrebujejo hitro glasbo, ker se morajo sprostiti. Izbrala sem hip-hop, koraki so hitrejši in tudi pri vajah je lepo, da se otroci sprostijo in da so veseli in to je pač razlog. Gostujoči skupini italijanskega kulturnega društva Tomica z Umaga sta prav tako izbrali zelo razgibani plesni točki. V Miljah smo prvič in večer je bil res zelo zabaven. Glasba nas napolni z energijo, zlasti hip-hop, ki je skupaj z modernim plesom naša najljubša zvrst. Mlade plesalke Sežanskega baletnega društva so nam pričarale vzdušje tradicionalnih melodij portugalskega fada in španskega flamenka. Pri flamenku je pomembno tudi, da imamo ta dolga krila, ko se zavrtimo, se široko odprejo in izgleda tudi lepše. O nenavadnih kretnjah z daljnih orientalskih dežel nam je spregovorila mentorica koprske plesne skupine Monsun Jana Mankoč. Za ta ples je značilno kaj, da je v bistvu neka mešanica klasičnih indijskih plesov in pa folklornih plesov iz Indije. In še ena značilnost je ta, da z mudrami, to so v bistvu geste, ki delamo z rokavi, z rokami, s premiki oči, želimo izražati neko veselje ali pa tudi žalost in skušamo prizoriti neko dejanje iz nekega filma. In to je v bistvu Bollywood. Plesna revija je nastala s podporo Urada Republike Slovenije za Slovence po svetu s pomočjo pokrajine Trst in občine Milje in v sodelovanju z Društvom Slovencev Miljske občine Kiljan Ferluga. Priložnostni naslov do svobodnega giba pa izraža samo bistvo plesne ustvarjalnosti in hkrati omogoča, da se mladostniki, ki jih povezujejo ljubezen do plesnih dejavnosti, med sabo spoznajo ne glede na narodnost, jezik, starost ali družbeni položaj. Pred mikrofon smo povabili pokrajinsko predsednico Zveze slovenskih kulturnih društev v Italiji Živko Persič. Mladi prihajajo v prostor, v katerem se lahko svobodno gibljajo in osvajajo ta prostor kot njihov in to je predvsem pomembno za naša društva. Po drugi strani pa ti mladi nastopajo in se prav tako gibljajo po širšem prostoru in ga osvajajo kot njihov življenjski prostor. In torej gibanje tudi v tem smislu in mislim, da in svoboda to, da se izražajo svobodno v tej lepi plesni govorici in izžarevajo energijo, ki smo jo videli nocoj. Kot smo že povedali na začetku, znani rek pravi, da je ples nalezljiva bolezen. No, ali smo vas zdaj prepričali?